Spoštovani, da danes predstavljam knjigo, nekateri bi rekli z ambicioznim naslovom, seveda ni naključje, ampak posledica treh dejstev. Približno četrt stoletja se ukvarjam s kulturno zgodovino Slovencev, sam sem tudi meščan Ljubljane. V študijskem letu letošnjem pa obeležujemo ustanovitev Univerze v Ljubljani, 100. obletnico Univerze v Ljubljani. V svojih raziskavah sem se osredinil predvsem na študente s Kranjske, ki so se v preteklih stoletjih izobraževali na Dunajski univerzi. In seveda so v njih zajeti tudi Ljubljančani. Pričujoča knjiga pa prenaša celostno sliko ljubljanskih študentov in sicer v obdobju, ki je daljše kot pol tisočletja, natanko 525 let. Na tem mestu je potrebno povedati, da se je v tem obdobju sam ustroj univerze in z njim seveda tudi študij skozi stoletja močno spreminjal. Prvi Ljubljančan se je v daljnega leta 1392 vpisal na scholastično univerzo, ob koncu monarhije pa je bila Dunajska univerza sodobna in cenjena znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova. Enako velja tudi za Ljubljano, ki se je vse skozi stoletja razvijala in spreminjala. Celotna knjiga temelji na arhivskem gradivu. Količina in kvaliteta gradiva pa skozi stoletja niha. Zato je tudi količino podatkov težko podati oziroma strniti v enotne preglednice in grafikone. Največjo težo ima zato interpretacija izkazanih podatkov in register, ki je lahko podlaga za nadaljnja raziskovanja. Seveda pa nisem pozabil niti študentke, ki sem jim namenil posebno poglavje. V času raziskave sem naletel na številne zanimivosti. Delo pa prenaša tudi nekaj do sedaj neodkritih listin. Na primer, potrdilo spričevalo o opravljenem bakalavratu študenta Simona Skarsa iz Ljubljane, ki ga je izdala leta 1489 Univerza v Erfurtu. On se je potem 4 leta kasneje vpisal na Dunajsko univerzo, bil postal tudi predavatelj. Potem portret Gašparja Žitnika, vladnega svetnika in profesorja in dekana oziroma najbolj vplivnega in izobraženega Ljubljančana druge polovice 16. stoletja. Tudi portret Andreja Ferdinanda Zupančiča, zaslužnega upravitelja Knafljeve ustanove, je novost in še bi lahko naštevali. Za bralce so morda najzanimivejša poglavja o socialni strukturi študentov in o življenjskih stroških v času šolanja. S ponosom lahko rečemo, da so ustroj in delo na Dunajski univerzi krojili tudi naši rojaki, seveda tudi Ljubljančani. V poltisočletni zgodovini so zasedali najvišja mesta, bili so rektorji univerze, dekani, kanclerji, profesorji, bibliotekarji, celo prvi dunajski škof je bil Ljubljančan. Nekateri so bili pionirji pri oblikovanju posameznih znanstvenih disciplin, drugi so prispevali k uveljavljanju narodov, živečih v monarhiji, predvsem Slovencev. Veliko se jih je vrnilo domov ter postali gonilna sila v družbenih in gospodarskih procesih, ki so se odvijali v mestu. Ko se je po koncu prve svetovne vojne oblikovala Univerza v Ljubljani, so bili njeni pobudniki in ustanovitelji prav nekdajni dunajski študenti. Sklenemo lahko z mislijo, da je imela Dunajska univerza ključen vpliv in neprecenljivo vlogo pri ustvarjanju pogojev za ustanovitev Univerze v Ljubljani. Imam še par trenutkov? No, samo ključne besede, bi še ključne podatke. Namreč v tem obdobju poltisočletno se je na Dunajsko univerzo imatrikuliralo 1334 študentov iz Ljubljane. Vpisovali so vse študijske smeri, fakultete, res da v prvem obdobju bolj artistična, po reforma šolstva študija sredi 18. stoletja, v dobi Marije Terezije so reformirali pravni in medicinski študij in s tem začne interes za študij prava in medicine poraste. In tako imamo v 19. stoletju, v začetku 20. stoletja, predvsem največ vpisanih na pravni fakulteti, blizu 68%. Sledi medicinska, filozofska.
Samih študentov se je v 19. stoletju in začetku 20. iz Ljubljane vpisalo toliko kot vseh 4 stoletjih prej. No, v 19. stoletju, srede stoletja, od leta 1867, lahko tudi spremljamo materni jezik in tako dobimo podatke, da je 33% študentov se opredelilo za materni jezik nemščina, 2/3 pa za slovenščina. Mimogrede, popisi prebivalstva iz leta 1880, 90, 1900 je bilo število nemško govorečih 16–14%. Tako da tukaj 33% delež je veliki. Kaže na to, da so bili nemški živelj bogatejši. Potem tudi promocije. Študij so zaključili približno dobrih 20% z doktoratom. Potem, katere družine so bile tiste, ki so pošiljale svoje sinove v Dunaj študirati? Vemo, da podatkov za prvo obdobje je manj, se lahko sklicujemo samo na takse in pa na plemiške naslove, dočim za drugo polovico oziroma za 19. stoletje pa so podatki bolj natančni, lahko spremljamo socialni izvor na osnovi poklicev, očetov oziroma dejavnosti, ki so jih opravljali. Tako vemo, da so med letom 1804 in 1917 je 30% študentov prišlo iz vrst uradniških, 20% iz trgovskih, medicinskih, ostali pa so prihajali iz obrtniških, plemstva, svobodnih poklicev in tako naprej. Seveda študij na Dunaju ni bil poceni, tako da so večji znesek so morali prispevati starši. Že sami stroški, ki so nastali v univerzitetnem mestu, so bili stroški povezani z samim študijem in pa stroški preživetja, prehrana in bivanja. Recimo sami stroški recimo v 15. stoletju so študenti plačevali veliko denarja za poslušnine, za predavanje. Tako recimo je predpisani predmeti, ki se morali študenti vpisovati in plačati za predavanje, do stopnje magisterija, so šteli približno 11 florintov. Za ta denar si pa v tistem obdobju pridobil, na Dunaju si lahko kupil 1482 leta 360 kg goveda, si dobil 9500 jajc, naprimer. Tudi študij, plača delavca, nekvalificiranega tedenska, 15-urni delavnik pa je dobil na mesec, na teden 15 krajcarjev, torej pomeni 42 letnih plač. Toliko stala predavanja za predpisana predavanja. Tudi stopnje promocij oziroma strošek promocije je bil nekoliko nižji, 20–30%. Samo življenje, bivanje je seveda bilo odvisno od posameznika. Preprečno v zgodnjem obdobju je bilo 50 florintov, s tem se lahko dostojno živel, nekateri so imeli manj, bivanje recimo na Dunaju je koštalo 6–12 florintov, brez hrane, tudi ni bilo poslanine, niti postelje. Seveda pa to odstopa. Tako vam bi samo en primer povedal, koliko je stalo za baron Janez Hisel iz Fužin, je za svoja 2 sinova, ki jih je poslal na študij v Padovo v 4 letih, porabo oziroma namenil 5900 florintov, torej 750 florintov na leto za posameznika in se mu ni zdelo to visoka. Kot kaže v pismu, ki je pisal svojemu štajerskemu kolegu, ki je enako vsoto odštel za svoja 2 nečaka, pač pravi, da se mi zdi to pretirano in vas v pismu dobesedno citiram: ko premislim posamezne postavke, uvidim, da se pri stroških ne da nič prihraniti. Gospodiča se morate tudi dobro imeti, njima je to lažje kot meni in meni enakim. Raje vidim, da se čim več naučita, kot da mi denar, ki ga porabita, leže v skrini. Torej je bil kalkulujoče. No, recimo Anastazijo Grimke pa zadnje, je recimo šel na študijsko potovanje leta 1830 po Nemčiji, Franciji in Angliji, je skoraj v 10 mesecih 3900 florintov, preračunal v današnje vsoto, bi to bilo 82 000 evrov.